Med vsem tem sem postala tudi malo radovedna in bi prosila, če mi lahko razložite, kaj v resnici se dogaja med kalibracijo, kakšne podatke dobite vi oziroma računalnik ob kalibraciji. Nameščene elektrode snimajo signal elektroencefalografije. In ko si zamislimo gib, se v naših možganih zgodi zmanjšanje sinhronizacije med različnimi EEG elektrodami, zaradi zmanjšanja sinhronizacije med različnimi deli možganov in računalniški program to zazna. In to deluje potem kot signal za proženje funkcionalnega električnega stimulatorja. Ali z drugimi besedami, tok se bo po funkcionalnem električnem stimulatorju spustil do elektrod samo v primeru, ko si bodo vaši možgani dovolj dobro zamislili gib, v tem primeru premik leve roke v zapestju in desne noge v gležnju. In cela ideja tega postopka je, da se torej stimulacija izvaja samo takrat, ko si vaši možgani dovolj dobro ta gib zamislijo. In s tem se zagotovi, da so hkrati aktivni tako imenovani zgornji motorični nevroni, tisti, ki potekajo od možganov do hrbtenjače, in spodnji motorični nevroni, tisti, ki potekajo od hrbtenjače do zgornje oziroma spodnje okončine. Namreč ta hkratna aktivnost je ključna za to, da se povezave med nevroni tudi ohranjajo, ojačajo, da ne propadejo ali pa da se vzpostavijo kakšne nove. Poleg tega osnovnega mehanizma pa je za delovanje sistema SWAP potrebno izpostaviti tudi to, da pride povratna informacija v možgane tudi preko vidne poti, zato imamo avatarja, in ne samo preko vidne poti, seveda tudi preko posebnih čutilnih organov, ki jih imamo v samih mišicah, v kitah, v sklepih in ki potem možganom javijo, da se je res gib izvršil. Namreč mi se pogosto, ko vse normalno deluje, ne zavedamo, kako kompleksno je delovanje naših možganov in kaj vse se mora zgoditi za to, da lahko mi iz dneva v dan počnemo stvari, ki jih počnemo. Šele ko gre nekaj narobe, začnemo o tem malo bolj resno razmišljati in pogosto zaradi slabe izvedbe nekega giba in zaradi pomanjkanja povratnih informacij, da je do giba prišlo, možgani še hitreje obupajo in sploh tega giba več ne poskušajo izvajati. Jaz bi samo vprašala v procesu kalibracije, kadar moje misli odpotujejo nekam drugam, se to tam vidi na ekranu, da so moje misli mislile kaj drugega, načrtovale kaj drugega, ker se mi zdi, da v času kalibracije je težko ostati samo in v ekrani in v nekem pričakovanju in slediti, kar potem koncentracija malo pada in potem misli kar grejo v neko drugo dogajanje. No? Zato pa je kalibracija tudi tako dolga, ker pri vseh teh poskusih zaporednih ne morate biti vedno pri stvari. Tako ste rekli sami, ko misli odtavajo, ne bo prišlo do te desinhronizacije, ki je potrebna za to, da se lahko potem proži stimulacija. Zato pa je toliko teh poskusov, da se iz velikega števila prepozna potem tisti vzorec, ki je uspešen. Nismo pa še tako daleč, da bi s tako malo elektrodami lahko vedeli, kaj je vsebina teh misli. Tako da vas ne rabi skrbeti, če ste imeli kakšne bolj poredne misli, da mi to vidimo. Samo lahko vemo, da niste mislili na gib, recimo. Ok, mogoče me pa je res to zanimalo in hvala za odgovor. Pa potem ta kalibracija se dela pri vseh obravnavah ali samo pri prvi obravnavi in potem... Dela se pri vseh obravnavah, zato ker tudi iz obravnave v obravnavo se plastičnost že v možganih odvija in lahko, da je že po 10 obravnavah tisti vzorec že malo drugačen. Zato je tako pomembno, da se algoritem vedno znova tega nauči in privadi na trenutno stanje in potem to uporablja za seanso. To je tudi ena velika prednost tega pristopa. Zdaj, če čisto preprosto povemo, ta kalibracija je v resnici, da se vzpostavi algoritem, potem zavaja. Tako je. Rečemo, da se računalniški program nauči, kakšna je tista aktivnost v vaših možganih, ki jo je za vzpodbujati, da bo potem vodila do krčenja mišice.
Okay. Tako da v naslednjem zdaj koraku pa gremo na vajo. To pomeni, da Še dve taki rundi, kot ste zdaj imeli kalibracije, dejanskega treninga. treninga. Navodilo za vas bo pa bolj ali manj enako. Zamisliti si gib, potem bo se to pokazalo in izvedlo. In to vedno znova in znova in znova. In znova in znova. Kaj pa, če recimo mi je v tem času vaje, pa koncentracija pade, da bi rekla, ne zmorem, ne gre, rabim počitek, predolgo mi je. Kaj pa se takrat zgodi? Lahko se kadarkoli da pauza, če potrebujete kratek odmor in se potem tipično nadaljuje naprej z treningom. Ker ni pa za pričakovati, da bi se tekom tistih par minut toliko spremenila vaša aktivnost, da bi morali znova izvesti kalibracijo. Ampak šele potem naslednji dan, ko pridete spet na trening. Lahko pa je vmes pauza. Včasih tudi to potrebujejo ljudje in tudi takoj dobijo. Je pa vzdržljivost tudi tekom seans ponavadi vedno boljša, vedno večja. Torej, koncentracija ostaja dlje časa. Ja. To je zanimivo, da tudi rezultati raziskav, ki so vedno kot primarni cilj seveda obravnavali motorične simptome in znake, torej koliko so ljudje natančni, hitri, pri hoji, pri fini motoriki, so seveda to potrdile raziskave, da se to izboljša, ampak hkrati pa se je izboljšalo veliko stvari, ki niso mogoče primarni cilj te terapije, to je ravno pozornost in kognitivne sposobnosti, kar pa tudi spet ni tako presenetljivo. Ker čeprav je ta cel trening namenjen urjenju motoričnih sposobnosti, v bistvu zahteva za to, da se to lahko zgodi, da vi 1 uro pri miru sedite in se fokusirate. Pa se vprašate, kdaj ste nazadnje pri kakršnikoli terapiji ali doma dejansko 1 uro bili pri miru in se fokusirali in razmišljali samo o eni stvari. In zato je to tudi en posreden, zelo pomemben del tega treninga. Ja, bi kar dodala, da med tem treningom je res tudi tisti fokus, da smo tiho, oziroma da sem tiho, da sem pri miru in to, da sem tiho, je za mene kar en izziv.